sem dal. Jaz nisem. Stižen! Dobre, Šteje, pa se pravi. Fak, pizda, sem še Samo brez panike, ne. Ja, ne. Kot pravi neka knjiga. Oziroma, na njej napisano. Ali dobri vojak Švejk. Točno ta. To je on. Dobri vojak Švejk je bil še bolj proti vojni kot Douglas ali pa isto. On je bil v vojni. Sam je bil proti. Ja, je bil proti, ampak njega so pač, bil je v vojni. Bil je proti svoji volji, je bil tam, no. Zelo. Ja. Ja, to bi mogli biti ene stvari, bi mogli biti kar res. Kaj to mulcem ne dajo za brati? Pa ne vem, Kavel 22. Mislim, da Ano Frank. Mislim, da dajo da dobri vojak Švejk je. Ja. Absolutno. Ja, vse to bi mogli dati. Par let nazaj sem mislim, prebral Ano spet. Frank, da mislim, da celo imajo za brati. Sam po moje to spet, veš, da je fukno če GPT kva to piše. Mislim, ja, ne da se s tem benemu ukvarjati. Mora tudi priti do tebe. Moraš tudi razumeti, kar ne razumeti. Morate se dotakniti, no, hočem reči. Pa moraš prebrati, no, to tudi pomaga. Ponavadi. Ja, saj približam. Mislim, neke stvari so res pač sicer napisane v duhu časa, ne? Ja, ampak... ampak neke stvari so pa res da brezčasne. No? Ja, kukor se spomnim, Ane Frank že dolgo, mislim, jaz... Ne, jaz sem 2 let nazaj bral. Jaz sem je takrat, ko sem bil mulc, pa kukor se spomnim, ni bila tako, da bi bila kaj arhaično napisano. Ne. Ti naši klasiki so bolj arhaično. To ne moreš, to ne moreš. Zalup, pa čist najstniško. Mislim, mimo tega, da so zaprti v 3 sobah, je čist najstniško življenje, pa razmišljanje, pa pač skrbi. Pa malo tudi skrbi včasih, pač, ko vmes malo poroča, a veš, oni so poslušali v radiju na potih, kaj se dogaja, ne? A veš, pa zvedeli, ne vem, od soseda, ki jim je kruh prinašal, pa a veš, ni bilo internet. Čisto, kakor se jaz spomnim knjige, je tako. Tako, pač čisto realno opisuje, ampak nič arhaično. Si predstavljaš, da bi bilo lahko zdaj tudi na kakšnem drugem placu tako, da bi kdo se skrival. Ja. Sem imel zadnjič, mislim, Rik imel nek tak mal bolj. Imel joke kao na to varianto, veš, prav, ker nekaj ta folk, ki je zdaj tako, ne, se prduša, kaj bi vsi naredili, ne, veš, prav, pa nekaj, veš, klubasat neumnosti, ne. Ja, veš, če bi pač potrkala Ana Frank, ne, na vrata, da bi jo tako izkril, a veš. Ja, valjda. A veš, bi sam rekel, dej, premaknem se, pri sosed imajo ful dober pisalen stroj, petke. Hiter se. Mislim, ne. Heroji hiter, že si pameten. Ne za te nazaj gledati, ne, je to itak. To bi vse, ne, veš. Zelo težko je se predstaviti tiste okoliščine takrat pa tam, pa ne, seveda. Tudi, mislim, kjergakoli, no, a veš, z kjergakoli gledišča je pač težko, ker si bil pač itak rojen v neko vero, v neko, ne vem, a veš. Ja, pa takrat so te še stvari nekaj pomeni, mislim, je... Hkrati te pa družbeno-politično tok nekam pele, pa nekaj se dogaja, da veš. Mislim, ne moramo se... mimo tebe, ne moramo se po teh letih, se ne moramo pogovarjati o stvarih, ki so se dogajale takrat, pa razlagati, kdaj je kdo naredil, zakaj je to naredil. Ne. Pa kako bi? Ker je bila čist neka druga emocija takrat, kukar je... Mislim, treba se pogovarjati, zakaj tega ne bi delali več. No, tako je. To je v bistvu edino bistvo, ki bi moglo biti. Prepoznati vzorce, ki se zdaj dogajajo v družbi, pa reči, to je se pa že enkrat zgodilo, pa lej, a ne bi to... Dajmo se temu izogniti, če se da. Ker vemo, to je bilo čas, pa mogoče... Ne je tako prva pol drva, ne tako, kot smo že rekli, ker letimo direktke. Mislim, da je grlo jagode. To je bolj tako kot uno pijančvaj, ne veš, danes pa nam pil, ne. Pa greš ven, pa se prepričaš v enega. Ja. No, pa vemo, kam gre, ne, lahko bi bil v podelek zjutraj se pa prefrendu beštja žval, belo šašine. Puf po rami, veš. Pa smo hitro. Tam si saj par od svojih celic uničil, nič hudga, ne, mislim, ajde. Mislim, pomota v tvojo škodo, sam si zafukal, ne v resnici. Ampak tukaj pa ne. Se eni tudi sami zafukajo, samo to potegnejo, pa še kot drugih. Ja, mislim. In to suvereno. Ja.
kada je to ful dober in ful v redu. Ampak, ja, no, mogoče pa je, kaj pa je sem. Ne. Za koga? Ja, za enega je zihar fajn. Ja, za enega je. Koliko za uno Hertino kremo. Sej njej nuca. Njej ful nuca. Zdaj tiste zdravila, ki jih v nek kupiš, njej nucajo. Ja. Sam jih moraš ti kupiti, da njej pomagajo. Ja, seveda. Zato tudi nam nuca, če grejo poslušalce in poslušalke na hvala za serijo. Tako da bomo zelo, zelo veseli tega dejanja, če boste to storili. Če ne, pa lahko mu povete. To je tudi v redu. Tako. Ne. Dober glas si že v 9. Tako, ja. Sicer ne vem, kako te rekel, ampak kaj je, nekaj bo. Gremo poslušajte te, so fajn. Poslušajte, se so fajn. Gremo povedati za Slavkota, kje smo. A da bi že kar ali kaj? Ja, ne vem. Mi se vidi, da že... Ne, jaz sem samo vmes hotel en EPP. Ja, to sem mislil, ne. Hvala Bogu, da ni spet koga v žalu. Ja, to je pa res, to je bilo danes. Zdaj on se je lepo spela. On se je zelo lepo spela. Sem se lepo... To je bilo zelo korektno. Nisem hotel če enkrat čez, korektno, ni bilo lepo. So se ljudje oglašali. Da ne je rekla, veš. Dej, poslušune, to je malo žale. Kar nikoli ne moreš reči. Čeprav jaz bi to poslušal. Velepote špizda, peli. A misliš, da bi folk poslušal, da ga malo žališ, da ga osebno žališ? Recimo, če bo naslednji podpornik... Tako kot pa velepote, če so ga imel fene, ne? Recimo, če bo naslednji podpornik Marjan, pa da bi mu rekel, Marjan, ti si totalna nula. Ja? Ne. Hvala, ker sem podprl sicer, ampak jebi ga. Si pa nula. Ja. Mogoče pa Marjan to rad sliša, veš, ne? Mogoče pa Marjan zdaj plaču končno bomo... Grdo mi govori. Grdo mi govori. A imamo tiri v večerni velepote? Mislim, da se tako imenuje eden od njih. Da spomnim se. Unka to plača, ga prav na random mu pošljemo. Mail ali pa nekaj, lahko tudi pokličemo. Fak, nimamo, Marvina imamo, pa Arturja, pa Forda, pa Marvina. Treba bomo dal še velepote za velike denarje. Tako. 21 €. Ja, kaj ti bomo klicali? Ti si pričakuj klicu 2 po noč. Hvala, da telefon pa te užalim, pa še posnamem pol, da damo v jeter. Tako, ja. Ne, to če hočeš, če ne. To se lahko zbiramo. Ne, to žalitve so doplačilo. Ja. Če hočeš, da se pa še užalimo, da je pa še 5 € želite, ne, mi te žalimo. Ne, užalimo te, samo v jetru te užalimo pa za doplačilo. Ne. A ne? Žalimo, če pa hočeš skenslati, pa boš pa plačati. Aha, tako. Ja, v redu. Kaj mi kličemo, ob 2 po noč, 3 po noč smo klicali. Še malo izterjave. Sorry. Splačal. Že slišal. Kako je YouTube, veš, če nočeš slišati, ne. Če nočeš slišati, bomo klicali. Če ne, pa če pa plačaš, pa v redu, imaš pa premium pol. Ne hitam. Zdaj smo pa mi čist zašli. Nismo taki. Že slišam reklamo. Ja, hici. Sem pa še delal, lahko bi pa delal, veš, za nepodpornike, da mi naredimo reklame, sam, ker nimamo, a smo to že imeli? Kaj? Da delamo fake reklame. Okay. Recimo, prvi sem na idejo, ker tokrat radi umenjamo zid. Mi že delamo fake reklame. Ne, bolj fake. Recimo, potrebujete nov zid za revolucijo. Ne? A veš, zakaj pride revolucija, da imaš zid, da lahko koga postaviš pred zid, pa ga ustreliš. Veš, tako, ne? Okay. A veš, pokliči, nič, 8 nič, zid. Ne? In pridemo in postavijo. Te reklame ne daš, če plačajo. Ja. Ja, samo mora biti res grozne. Ta se mi zdi, da je kar. Mislim, malo bi jo treba, rabil bi Bagola, da to spiše, da bo malo bolj pač zabavna. Je Bagola še zmer to? Ne, mislim, da ni več. Ne, to vem, da ni več. V knjige, pa se to priliva. A veš, on je po mojem za tega nekaj, kaj vedel, da je že malo po moje. Pove tako, ko smo friendly, wink, namig. A je še on ta golden touch, a veš, da ni že prestar, kurac. Sej to najbrž je res. Ne vem, če si prestar za take stvari, ampak. Ne, to moraš sam iskriv umeti. Okay. Ja, valjda. Hemingway je do konca life pisal. Pa se pa... A
Hemingway. Pa si ga ugnal na steno, ti zum svoj skril. Moj rekel, to je pa dobra ideja. To je naredba danes. To se mi zdi pa super. Tiste dan trenutku zgleda, da je bilo res to. Držal bi se držalo, se je zvezdo v roce del. Agenda. To do. Šprblank. Tako ne, take grozne reklame dava, pa bojo pa ljudje plačali. Mislim, da nam bo bagalo za kaj drugega, da te slabe ideje venda avtomatsko. Mogoče res je, mogoče tukaj. Podporniki tega ne slišijo, bajdo, samo toliko, da veste. Ne? Bagalo v meni je ful slabš, kot sem si predstavljal. Mogoče ne je v to smer. Ne, a veš, ker nisem dal nič. Ne še službe, klep pustite. Čeprav je rekel možgan od zadnje. Je rekel možgan od zadnje. Čeprav meni zgleda ful dobro. Sam malo bi treba spipati. To smo se že naučili, da ne smeš verjeti vsega, kar misliš. Da res ni dobro. Jaz imam problem, ker jaz res nimam tega kritičnega, ker meni se zdi dobro. Mislim, ker vem, da lahko bi bilo dobro, ampak pač ne spelem tega tako dobro, da bi se poglobil, pa pač sam nekaj na pol rečem. Da ne otave Hemingwaya, ne? Ja, ne, to... Ideja. Pustimo. Ja. Ne, hvala Bogu, nimam poštule. No, sej. Ja. Tako da, kje smo bili mi sploh? Ja, Slavkota. Ja, zdaj pa veš, zdaj pa počažilo. Vse smo že na 12 minuti skoraj. Tako da, Slavko, ob zadnjem znaku bo ura 12 minut. Odbila 12. Zdaj pa vi, zdaj pa lepo učtel. Zdaj pa lepo učtel. Prej bo, zadnjič je bilo, ne moreš na 53 minut. Kaj Gary Cooper? Hajnun, ja, res je. Hajnun, Gary Cooper je bil. Tega žalja pa sploh ni več. Western? Ja. Kdo pa še snema Western? No, vidiš, to, kar smo v prejšnji govorili, ne? Veš, daj sem jaz mislil, da so bili Indijanci ta bad guy pizda. Do predlan skoraj. Full dolg. Ne, takrat, ko so bili mulci, bili Indijanci, so bili bad guy. Ja, pa še 10 let zihar. Ja. Mislim, da v bistvu ti je bilo 10 let. Čeprav niso bili nikoli bad guy, no, ampak so se tako... Med 14 in 14 mi je bilo vse za Indijance. Kje so, kaj so, razen če je bil Jimmy Requaj z unoperjanco, to je bilo to, kar je bilo Indijanca od mene. Razen če sem mogel kaj pri zgodovini vedeti. Pa niso imeli tega pri zgodovini. Ni bilo tega. Zanj je en dober rekel, da so v bistvu te Native Americans, da so v bistvu s prihodom Kolumba so zvedeli, da so Indijanci, pa da živijo v Ameriki. Koliko cajta so v nevednosti živeli. Hvala Bogu, da so belci prišli pa povedali. Hvala Bogu. Sama sreča. Sam Bog vas je poslal. Če belcev ne bilo nič pizda. Še dobro. Ja, tako da ja, gremo avizo. Predemo še to nedeljko pokopali. Tole, kaj pa kako. Sem že nekaj hotel reči, kar... Ja, ne, že to je bilo dosti, kar smo rekli. Preveč. Včasih prav pridejo te rubrike. Ja. Kako bi želel prejšiš? Ja, isto podobno. Da imaš malo predaha, da ne vlačeš misli predeleč naprej. Rešen z drugim. Moja ugotavljala, da je že v teh letih, ne prekinjaj me, ker pol pozabim, kaj sem hotela povedati. To je res, ja. Da zdaj ne moreš več toka misli. Strinjam se. Tako da ja, sem hotel povedati. Govori, če to pomisli. Zdravo raziskovalke in raziskovalci. To je podcast o življenju, krokodilih in spominčicah. Pa še čem drugem zraven. Kaj še Jägermeister si natočite, pa upajte, da je spominčica tudi ena od tistih 54 rožc noter. Čeprav, če delate to še zjutraj na avtocesti, pa no, se gužva je glih take, da drugega nimaš za početi v resnici. Odvisno, kje se peleš, ne? Ja.
Ja, no. Ampak ja. Čeprav ne se v 6 še ni. Kurac. 7, pol 7, tam nekje. Ali je poročilo s terena? Poročilo s terena. Čak se kje imam probet? Ne, za ob 7 je že kar v redu, če moraš nekam prijeti. Za ob 8 je pa zopar. 8 pa res ni prijetna. Ugodna. No, veš. Pa te, ki poročajo, ki se z nekih krajev tako izven Ljubljane vozijo, tako da se v bistvu vsak let skoraj za 15 minut moraš iti prej v doma, da priješ isti čas. Da se je podaljšala. Ja, ne, sem bral zadnjič eno statistiko, najbrž sem že rekel, da imamo enkrat več avtov kot 91. Ja, ne vem, če jih je bilo takrat 600 tažen, zdaj 1 200 000. A res? Ja. Ne. Enkrat več. Logično. Pol se sploh ne čudim, v bistvu je še kar kul. Ja. Ne, pa s tem pomislil, da je verjetno vsa vzhodna Evropa ekspandirala podobno ali pa bolj. In ko gre to na morje, ne, da je tole res kar v redu. Ja, ni tako slabo v resnici. A veš, mislim, ker še zmeram z uro hodiš na morje, ne s koledarjem. Ne. V urah meriš čas, koliko cajta si prišel. Pa če mogoče daj tako, mislim, da prav timing pa gre čisto lepo. Mislim, se lepo parpele. Ko bo še mal bolj gužo, pa bomo... Mislim, se je v bistvu sploh... A veš, mi smo vsi hodili v 2-3 po noč na morje. Mi sploh v bistvu ne vemo, kako je bilo jeti popoldne. Mogoče je bila tudi takrat gužva, pa mi nismo videli. Tam takrat ni bilo klime, pa po mojem Ben res ni hodil. Takrat bi bil šele sam na cesti. Pa se ni bilo tako vroče, mislim, je bilo vroče, sam ni bilo tako vroče, kot zdaj, veš, se je dal, če še do povdne je bilo še kar v redu, sam če do povdne ni bilo klime, pa si bil navaden. 30 stopinj, pa navaden si bil. Okna so se odprli, to je bilo popovdne, je bilo treba do Portoroža prijeti, pa tudi če je bilo 32. Ja, a veš, seveda. Pa si prišel brez muki takoj, pa po umah. Okna so se odprla, bolj počasi se pelo, to je bilo to. Peček se je pil že sprot, nažalost. Vključno z voznikom. Zakaj na žalost? Takrat se je zdel ful dober, ampak mislim, da v obče ni glih priporočena navada, kako bi rekel. Ampak ja, vključno z voznikom, gimuki gremo. Mogoče kaj še ga manj. Ja, ne, voznik je tam male pil. Mi smo rekli za voznika enega tam malga, pa si se pol ustavil, ne bom povedal kolikrat. Sam je pa samo enega sprot pil, tako da ni bil požrtan. Ja, vem, sam se je nabral tega. Dolge, ale, guža je bila. V glavnem. Zbi unmo, da ti da unga dregerja, mu motherboard crkne, pizda, ka bo vikno kjerno zalil, pizda. Takrat so bili še uni balončki, ki so pozelenil več kot polovico. Ti sploh niso vedeli, koliko je. Tako je bilo včasih, zdaj tega ni več. Mi se pa po nekem čudnem ključu pogovarjamo o zadnji Douglasovi knjigi Zadnja priložnost, ki je napisal skupaj z Markom. In smo še zmer pri severnih belih, oziroma takrat so še bili. Ja. In kljub vsemu smo mi še vedno beli in zi. Tako da hvala vsem, ki nas že podpirate, hvala za vse ribje.si. Če bi kdo rad bil požaljen, naj to pove in bomo to naredili. Ni problema, odpremo večenega velepoteža za 21, pa bam. Največja hvala pa vsem, ki nas poslušate. Tako da lahko gremo pogledati, kva smo obdelali v prejšnji epizodi. V bistvu smo povedali. Kaj? Povedali smo, kako se bajte gradijo. Prkez doma. Ja, prkez doma, pa kako se bajte gradijo, pa krokodili. Pa kako je že to kolibi, no to ne vemo, ampak sta zgverala kar, očitno. Pa dolg čas. Sta še danes tam, ne? Ne, niste več. Kot so prišli, vojaki so prišli. Sam sta pa tam nekje drugje. Sta pa blizno. Mislim, še zmeraj sta v Afriki. Ne se nek drug rezervat ima tam. Se še vedno v Afriki, ampak ne tam več. Vse sem dal zapiske, je bil intervju s Cassie pred par let. Tako. Tako da, ja, to je bilo to, no, v glavnem. Zdaj pa Kvarnik. Ker gremo v mater vola. A od tega poglavja že konc. Malo je dolg. Mislim, dolg.
Pa mi res mi ga večkrat vlečemo. A ne, pa v Čezu mi smo imeli volitve, pa pa tretji. Tako je. Ja, dobro, okay. Ti kaj pa kaj z volitve? Zdaj mogoče so se že sestavili kaj. Ne, še vemo, kako zdaj smo sredi aprila. Mogoče so se zmenili. Optimist, pa tudi v tebi pizda. Veš, da se bo zmenili. Nekaj se vsem gre ful za Slovenijo, so se valjda zmenili. Vladan narodne enotnosti. Mislim, že ta podgorskega ideja prišla čez. Ja, pa si že on takrat rekel, na začetku je rekel, da hoče imeti vlado narodne enotnosti. Kdo? Holub. Ja, je rekel. Mislim, se Janša hoče imeti tudi vlado narodne enotnosti. Ne, on ni tega rekel. Druge. On je rekel, da golfajo. Ne, da on bi že zmagal, če ne bi ti kurbe golfale komunistične. To je itak, hvala, absolutno. Ampak on je rekel narodne enotnosti. Ne vem pa, koga to zraven pride. Ja, prav, če narodne enotnosti, pol morajo biti vsi, ne? Razen Lunijo, kot bi vi rekel. Meni se zdi, da so vsi razen SDS. Prvič in edinkrat bojo sklepčnikovi dali svoje plače, če si jih dvignejo. Ja, to je že 10%. To je že zmeren, plače so že više. A so že videli? Ja, ta prva plača bo jim že imeli puta novom. Aha, Golob zrihtu. A kaj se je bavil, da ne bi bili sklepčni pola, kaj? Ne vem. Veš, benzin je drag zdaj, kurba. Ja, sej. Vse se drži. Oni bojo pa za ston delali. Treba bo malo spremeniti navade. Še dobro, da je bilo dan 25 stopinj, sem šel z biciklom, kada je bilo polet. No, vidiš. Pozitivni vidiki globalnega segrevanja. Ne, to mislim, to je itak. Treba spremeniti pa to. To je laž. Ja. Globalno segrevanje. Fuck! Ojoj. Sam je res malo oca, da jeba pizda, to treba za dak tepati, stari. Se upravičujem, poslušalci, mi smo kar naenkrat smo videli stotinke. Stotinke so padle in smo jih videli. Stotinke od naše nove ure, ful hude. Tako da vidiš, kako se klobasa dela. Sem to nočeš. Mislim, kakšni so občutljivi na te stvari, jaz nimam problema. Jaz sem videl veliko klobas. Klobas že, ampak videl, kako se dela. Ja, absolutno. In sem jih pa tudi probil, kaj je prišel čez za to, kaj je starata rekel, to smo pa naredili un dan. Eni ne marajo tega gledati. Imajo radi klobase, ne marajo pa gledati, kako se naredi. Pač smo drugešni. Če bi omejil prodajamo sam na unim ljudem, ki vejo, kako se naredi, pa ki s tem nima problemov, bi bilo ful manj te robene. Mislim, ful manj potrošnje. Ja. Sam to je kraj svoboščina ali neki. Ne. A bi pol bi se nekam obrnil, veš, ta produkt ne gre, bi pa drug produkt najdel. To je smisel. Veš, kaj je cilj je... Nažalost si zadev v žeblico, da glivica. Cilj je ne v Excelu pol. To je rabimo doseči. Moramo doseči neki. Ja. Pustimo to. Se pravi, prejšnji teden smo bili, kaj je bilo? Oni so šli to, a smo že povedali sploh, kaj je to? Ne, samo Malti smo povedali, pa o nesrečnem Runo tukaj. Runo je šel, kaj šel s krokodilom. Muri, Bogirjevaš. Nas je šla Urška, kaj je šel pa Muri. Muri ali pa Runo, sem mogoče Runi. Sam Runo se mi zdi, veš, tak je, Runo je očak, ne? Jaz si ga predstavljam tega, kaj je krokodil požaral, pa lahko tudi Runo ta požre, če smo poresnici, ampak jaz mislim, da Runo ta ne bi mogel, ne? Šalpalice pa ne bi mogel sploh. Tako, kaj je Runo, ne? Kaj se mu zataknil med zubmi, kaj ko smeta. Ne, Reksa pa Runo, da ne poje. To tako je. On je zmagal sutijo zgo pizda. Sam je že ne v Drvarju. Ali kaj je že bil Drvar, ne v Drvarju. Večemo je bil Drvar. Pa znam biti Drvar je bil, ja. Čeprav ni doma Vlado Miklovc tam. Tudi pa vredno vsi teli, ki so bile včas šole je dal. Žuleze. Vala. Absolutno. No, v glavnem. Velikih je bilo. Vi, ki vete. No, v glavnem, pol se pa ne pridemo na to poglavje, pa da ne pridemo. Pol se pa pogovarjali, da morajo jeti naslednji dan s Charlesom se peljati z avionom in so se šli. Ja, ko una gumila, ni bila v redu. Da so probali gumile.
Zavod je bila gubila. Ja, gubila je bila. Ker so mislili, da je bilo. Zdaj in pa so rekli, Charles bo vedel. Bo Charles potegnil malo kele čez savano ali nekaj. Da malo pogledamo, učokolo vržemo. Tlele je pa Douglas uratala, ki je rekel, da Charles pilotira cestno natanko tako, kot moja mama voz avto po podeželskih poteh Dorseta. Da če ne bi vedel, da to z Bogoslavno počne že leta in leta in leta, vsak dan svojega lajfa bi se skril pod sedež in šklepetal z zobmi od strahu. Na mestu tega so se pa sami zmahlali in si brundali Abide with me. To je neka angleška him, kako se reče. Ne himna, ampak hvalnica. Jaz sem ni hvalnica, ampak je hvalnica, himni, niso, to so hvalnice, ki se pojejo. Ta poje tik pred nebeškimi vrati. Recimo ljudje na Titaniku si se to blazno močno pel. To je taka pač himna za v slovo. Ja, to so te cerkvene hvalnice. Tako je. Mislim, ta je unesote hvalnice, ker čakaš svetega Petra. Več ljudi po mojem so vse take. Ne, one so res lepo poješ. Ene so bolj aleluja, pa slavimo ga pa to. Tle ne slavimo ga, tle je sam pač sprejme nas nekam, ker pač tako je. Ja. No, tako da in pa se je izkazalo, da niso peli tele himne samo enkrat, ampak kar večkrat, zato ker Charles kljub temu, da je tako ni prav zelo zgovoren, samo v avionu se pa domač ga počuti. Je na svojemu terenu. Je na svojemu terenu in vmes je imel tudi malo dela. Mislim, on je mogel ječe jajca prešteti. Ja, z avionom. Vmes so malo tako upiše, da so skoraj se malo ustavili, preden je on pogledal, pa ni dobro videl, pa so še en par krogov. In on skozi okno gledal, in tako oni so pa pel. Pa še rato je, drugače bil bolj tih, bolj v avionu je rato pa ful zgovoren. Ja, či si bil introvertiran. Se ga niso slišali. Se ga ful ropotali. Tako. Ja, in pa so šli trikrat čez in on je obračal kanor in jih malo vprašal, če so v redu. Ampak ne. To je napisal, da v ta zadnjem obratu, da tik preden, da so leteli že dol proti temule drevesu, meni se zdi, ki je spet pikiral, že ta tretjič, in da je obrnil tik preden jih je pobrala bridka smrt. Tako da Jano. Pa se pa avtor razpoloži o tem, da razlaga, kakšna je pokrajina, pa pa tret, ki se malo umirijo, ki nehajo šteti jajca. In pa vidijo v daljini nekaj, slone najprej vidijo. Ja. In pa Charles pove nekaj od slonov, ko on je velik specialist za slone. In tle se spet izkaže, da bojo z urjenjem slonov imeli biznis, da bo pač izkoriščanje živali za turizem prineslo velik profit, ampak hkrati je pa to veliko boljš, kot da jih ubiješ pa financiraš vojno ali pa kakšne druge bolj nečedne stvari, če sploh obstajajo. No, pa se jih pa kar enkrat zagledali. Tako najprej pa en in blasta, pa so ugotovili, da sta mati in hči, ampak kakor je Boštjan oziroma Maja sta povedali, niste bili džin in fatur, ker sta bili še malo premlade. Tako, pa sploh ni bilo še takrat. Ni bilo še. In Charles Douglas malo skrbi, če jih bo kaj plašil, ker so šli precej nizko, sicer 100 metrov nad tlemi, čeprav, ne vem, če je to zelo nizko. Še najbrž. Čeprav, mislim, s cestno se pomeni. Če se ti tla bližajo, ne? Mislim, kako Charles voz je baš prav. Po moje, kaj ti rečeš. Pa malo drevesa, pa in če imaš kaj. Za avion nas najbrž rečeš malo višji, kot malo nižji. To je res, ja. Sploh pa, če si glihar doživel, kako model pikira na avion, kaj jajca šteje. Tako da, ja.
Sploh mislim, da se mu te letalske izkušnje klele v Afriki, da se mu niso kaj prikupljeno. Ne. Na vsaki točki je imel nekaj zapovedati, kar se tega tiče. Človek znal sum, da ni prav za te avione. Ne. Da se mi zdi, da ne. Da bi raje letel kot Artur brez njega. Ja. Takrat veš, prečensija, veš. Ja, no, pa da so še malo se pogovorili o tem, kako nosorogi vidijo ali pa ne. V bistvu, da bolj ne vidijo, ne? Ja. Mislim, niti ne slišijo, v bistvu najbolj vohajo. Tako, kar bo še najbolj zanimivo. Pa turbo razvitne. Ja. Da je v bistvu runo. V bistvu je runo, ampak on mora najti, da dobro travo mora najti, to je najbolj slastna ali whatever, ne vem. Ja. Ne vem, zakaj resnic bi mogel najbolj vohati, bi imel najbolj izražen ta čut. Ampak očitno ja ne. No, ampak, drage poslušalke in poslušalci, ne skrbite se, jih ni več. Ja, sam to bi rekel. Ja, no, jebi ga. Zakaj, kako poslušate par epizod nazaj, ampak jebi ga tako je. Se ne vem, koliko enih vrst vsake. Ja, hiter. Zelo rapidno. No, se zelo trudimo, ja. Ja. Ne, kaj več, da se to, kaj že Boštjan Zanč omenil, da je bil Douglas Leša kar optimističen in kar je v resnici. Na koncu izteku. Ne, se mu zdi, da je čisto v redu, a veš, v resnici. In z njegovega gledišča takrat, ja, se je bilo, se je pač ne. Ja. A veš. Čeprav sem zadnjič bral članek v Černobilu, kako so pričakovali, da bo vse pač, da bo tema, da ne bo nič več tam prišlo. Ja. In so zdaj spet pač, in so gotovo lih to nasprotje, ker človeka ni, ker vse pač to zapuščeno, se je pa živalsko se pa razmnožilo vse. Ja, ful, ja. Je ful vsega, so bizoni, so divji konji, ki jih ni bilo že od ne vem kdaj. Ja, v Evropi ni bilo, sam nek zelo daleč so in vse to in da je narava prosperira tam. Malo rahlo radioaktivno, ampak ampak ni, mislim, da ni to hudo. Ne, da ni. Mislim, zdaj več ni to hudo. Une živali, ki so bile, so itak pač, ker so propadle, so pač umrle. Kar se pojavlja je tako na enih žabah, se točno vidi, ker so neke drevesne žabe, ki so drugače živo zelene, so tam črne. Prav tako, prav slike je bila. Ja, prav. Ena je črna, en je rekel, da jih takoj vidiš, kjer so tam na unem področju. Da so se pa razvile. Ja. Medklic, zanj sem poslušal, doktor Kodrej je prevedel od enega znanstvenika fizika nekaj sej, ki ima neke lude ideje o futurizmu in je tudi predvidel, da bi bilo ful bolj, če bi imeli rastline s črnimi listi, zato da bi ful več absorbirali sonce in bi bil proizvodna vsega skupaj tako 10-krat večja in da to bilo ful dobro za neke futuristične stvari. Tako to bi mogli optimizirati. Čisto optimizirati. Sulato. Neki. Tole vse bio neki pošmekati, biogenetika, to bi mogli vse. Ampak da bi se dali in bilo ful bolj efikasno. So se tudi neke gobe razvile, ki ful trajvajo, ki ful uspevajo v radioaktivnih razmerah. Tam jih je ful, tam okrog, da tam so ene prav posebej. Se spomniš, ko so takrat že govorili, da je bila ful dobra letna, tudi v Sloveniji takrat. Ja, in da je ene prav tam jih je. So prav presenečeni, ker je tam veliko radioaktivno sevanje in je ful nekih gob in prav uspevajo na tistem področju in celo, ne vem, bla, bla, bla. Glavno. Ja, tako da mogoče je sam ta človeški faktor. Ja, kukar je avtor že enkrat rekel, če skrajšamo, problem smo ljudje. Ja, tako da. Zmer večkrat do tega citata pridemo pisati. Pokaže. Ja. Pol Douglas je ugotovil, da živali, da vtisi živalskega vrta res niso isti, kukar vtisi v naravi in da tle so one res gospodarice svojega sveta in ali pa skoraj gospodarice, ampak da se imajo bistveno bolj cool, očitno. So se imele, tako da počino Bešalnika.
Hvala lepa, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v kateri so naši junaki prišli do teh severnih nosorogov. Ja, a smo že na koncu pogledali? Ne še. Smo pa ful bližji, ker smo bili zadnji. Tako, leteli so. Končno se jih videli iz zraka. No, to, da vam izdam kvarnik, ne. V naslednji jih bomo videli od blizu. Če ne kakšne volitve. Se res, vprašanje, kako bo. Ali pa kaj slabše. Sam res, bravo. Če bi saj volitve. Bolj slaba koalicija, kaj slabšega. Kaj se bo? Imaš ful slabših opcij. Ja, ful. Ježiš, ne. Ja, če bi radi povedali, katere so slabše opcije, nam to ne povejte na Discordu, ampak povejte raje na družabna omrežja, ker tam je takih ljudi že dosti. Tako da, zdaj, ko pa pomlad prihaja v vas, pa bomo spet začeli pričakovati vaše kartice, tako da zdaj, ko boste šli na prvomajske na dopust, ali pa če ste bili na velikonočnih, pa se nam poslali, smo tudi hvaležni temu. Tako da kartice pa pošljete na naš dobro znani naslov Litijska Strojska 52A, druga klet. Pri teh cenah goriva bojo vsi z domačega kraja poslali kartice. Kartica je kartica. Čez doma skranajo, skrana poslal. Ja, tako še. Na hoten kamer. Na hoten kamer, na pošto. Kartica je še zmer pocen. Lahko tudi dopisnica. Ni treba kartice, ki so dražje. Smo že rekli, a jih še imajo dopisnice. Ja, točno. Imajo to. Ne vem, prav pošti bom vprašal naslednjič, če bom daj. Štok nisem bil, ampak ka bom mitek pozabo verjetno. Itak. Mislim, da jaz se zapiske. Pa bo to v zapiskih. Se mora biti po mojemu v cenik. Mogoče že je, pa da smo pozabili. Če grem na pošto, ne berem njih zapiska, ampak ajde. Ne, da boš že prej izvedel, ne. Še prebral zapiske. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš, pošlješ po dopisnici ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Hvala lepa. Sicer ga ne moreš poslati po dopisnici, zdaj rekel, malo sem neumnost rekel, ampak kajte. Pa da, tega niste slišali. Redu je. Sem jaz sem tukaj, da dopisnica je znamka, pa ima gor znamko črkovno znako B. Kaj to pomeni? Ja, to je da unam mečkanta dražja, da ni, ne vem, A je ta pocen. Aha, B. A je navadna kartica, je A, ali kva? Ja, mislim, ti daš ponavadi navadno gor, ampak ima B. Lahko tudi pismo, če je cnej. Pismo cnej? Ja, najbolj še pismo A. Pismo stehtajo, ni? Se ni treba, a nekareni ne pošiljati. Ja, no, ne, samo veš, če ga tehte, pa je zihar draži. Brate, Karamazovič. Če imaš ta drako, čakamo, če malo da bolj, da se vidi, da si fancy papir uporabiš. Ali koliko je da fancy, to dober. Koliko je gramski. Od podpornikov, če bo podporniki pošiljali mail, zahtevamo vsaj 120 gramskega. 120, pa ja. 140. Ampak tisti, ne, to je tisti pa že ni več za dopisno. A ne? Ne, pa ne tako, da ga na roko napišeš. To je pa že za razglednico. Ne, da si vzameš ta bolj nalivnik. Pa perone. Ja, tako. Nalivnik pero. Ja, sej, nalivnik pero, to je sem šteht. Je ne to pero? Ja, sej, nalivnik je ime za pero. Ne, nalivnik ima, nalivaš v van, pero ima je pa da imaš, veš, pero. On je hotel, ti bi pomagal. Tega ni več, razen češ na... A sem vam jaz povedal, da sem se to učil? Kaligrafijo si povedal. Po moje 100... Še ne tok. Tretji epizodi. V eni si. 42, ajde. Ne vem, 112. Bomo videli. Ne rabiš. Ja. Lepo. Boš pa ti poslal. Ti se, ko boš... Ti se, ko boš napisal. Dej A2, da bo malo dražji. Vama bom dopisenco napisal. Kaj lepo. Lepo. V glavi, ja. Ja, v glavi lepo se majte, ne? Rad se majte. Zdaj sem študiral, da to bo še dodatno. Mir na svetu. Da za umga... S tem mis. S tem mis. Ne, ker nisi že takrat kamelanija, pizda. Ja, pizda. Ker sem bil šanso. Gasen.
Veš kaj, za misico mu manjkata 2 joška, pa malo možganov, pa pol možganov mu mogli odrezati pizda. Za eni bolj alkoholni brig, jak sem lahko rešil. Ne, pa ne moš reči, da so malo drugi. So one neumne, niso neumne. A bi stereotip lovil ali a bi kemično lobotomijo delal? Pa ni tek predstav zdaj. Hors, pa MDMA. Itek si ti stari Ne, MDMA te rešil vsega tega srama. To ne smeš. To ne smeš. Zdaj už gotov. 39, 59, seki. 40. Smo. Evo, 40.